Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Sofiji, zvesti poslušalki pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Tokrat bomo spoznali prikupnega nosoroga, ki se odpravi na pot poiskati nov dom. Po dolgi poti je le prispel do mesta, a tamkajšnji prebivalci niso bili navdušeni nad njim. Pravzaprav so se ga bali. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Sofijini pravljični želji z naslovom Niko nosorog pa ženi pošast. Prek morja je v majhnem čolnu veslal Niko nosorog. Zapuščal je svojo domovino, saj tam hudobni ljudje lovijo nosoroge. Niko si je hotel poiskati nov dom. Veslal je že ure in ure. Počasi je postajal lačen. V njegovem trebuhu je glasno krulilo. Končno je v daljavi zagledal kopno. Niko je prepoznal, da so tam hiše nekega mesta in veslal še hitreje. Niko je priveslal v pristanišče in se podal na kopno. Kako velike hiše in vse te živali! Pa si bo tukaj lahko poiskal prijatelje. Vzel je svoj kovček in stopil k majhni skupini živali. Ko so živali zagledale nosoroga Nika, so staknile glave. No, pa prihaja spet ena velika, zavaljena lenoba, ki nam bo žrla glava in živce, je zabrundal kapitan Podgana. Samo poglejte ta rok na njegovem obrazu, gotovo je nevaren, je menil doktor Krastača. In kako čudno smrdi, se je rogal Frido Vidra. Kapitan Podgana in doktor Krastača sta si nato hitro zamašila nos. Niko ni razumel, zakaj te živali tako nesmiselno govorijo o njem. Pa zdaj ni imel časa, da bi razmišljal o tem. V njegovem trebuhu je namreč preglasno krulilo. Pred neko trgovino s sadjem je stal medved. Dečko Grizli je bil danes še slabše volje kot ponavadi. Videl je, kako se približuje veliki tujec in zaslutil same sitnosti. Prste stran od mojega sadja, je rjovel Grizli. Ni videti, da bi imel denar, pri meni ni nič zastonj. Niko se je prestrašeno obrnil. Zakaj so bili vsi tako neprijazni z njim? Žalostno je šel naprej. Zdelo se mu je, da postaja njegov kovček vedno težji. Niko nosorog je blodil skozi mesto. Nenadoma je zaslišal glasek. Ej, kdo pa si ti? Koga takega pa že res nisem videl pri nas. Pred Nikom je na tleh sedel velik črn hrošč. Ime mi je Niko, se je predstavil nosorog. Me veseli, je dejal hrošč. Jaz sem Mirko Govnač. Zakaj se pa tako žalostno držiš? Je vprašal Mirko. Ker me tukaj nihče ne mara, je odvrnil Niko. Mirko je razmišljal. Mislim, da se te bojijo, ker si drugačen kot ostali. Niko je bil zbegan. Kako se me lahko bojijo, ko me sploh ne poznajo? To je pa res neumno. Tudi meni se zdi neumno, je rekel Mirko. Pridi z mano, pokazal ti bom kraj, kjer boš lahko prenočil. Mirko se je ustavil na trati pred majhnim jezerom.
Globoko se je priklonil in dejal: Prosim lepo, gospod moj, vaša soba z razgledom in s tekočo vodo. Niko se je moral nasmehniti. Vesel je bil, da je bil ob njem Mirko. Zdaj se ni več počutil tako osamljenega. Pozno v noč sta si pripovedovala zgodbe iz svojih dežel. Zgodaj zjutraj so 4 živalski otroci tekli k jezeru. Dajmo, dajmo, kdo bo prvi? Je vpil Štefan Želva. In že sta ga prehitela Valter Rakun in Eli Veverica. Pa tudi Katra Zajec je odskakljala mimo. Štefan je bil preprosto vedno zadnji. A nenadoma so vsi 4 prijatelji močno zavrli. Ob jezeru je ležal neznanec. Videti je bil orjaški in nevaren. To mora biti tisti tip, o katerem je govoril stric Dečko, je zašepetal Valter. Eli je izbuljila oči. Poglejte si rok na njegovem nosu. Da ni to slučajno samo rok? Je tiho vprašala Katra. Kdo ve, kaj se bo zgodilo, če nas odkrije? Je sopihal Štefan in lovil sapo. Joj, kdo ve? Je dodal tih glasek. Za njimi je na banani sedel Mirko. Priskrbel jo je za Nika. Kako si nas prestrašil, Mirko, se je jezila Eli. Mislila sem že, da to govori Samorok. Samorok, ljubi Samorok, je nosorog. In čisto po naključju moj prijatelj, je hrošč razložil zbranim. Valter je globoko zajel zrak. Ampak moj stric Dečko pravi, da je tujec zelo nevaren. Tedaj pa se je zaslišal glasen pljusk. Pljusk. Niko je stekel k jezeru in iz vode potegnil kosmato stvarco. Maurici Krt se je namreč spet spotaknil ob svojo krtino. Pri tem je izgubil očala. Brez očal pa Maurici ne vidi ničesar. In tako je pristal v jezeru. Ači! Mokri Krt je močno kihnil. Niko mu je podal njegova očala. Maurici si je nataknil debela stekla in glasno zavpil. Prav pred svojim nosom je namreč zagledal orjaški rog. Na pomoč! Pošast! Na pomoč! Maurici je udirjal. Ni trajalo dolgo in že je izginil v daljavi. Niko je žalostno gledal za njim. Valter in njegovi prijatelji so se v zadregi spogledali. Pridite z menoj, je dejal Mirko. Valterju pa je v roko potisnil banano. Izvoli, prosim, je slišal Niko plah glasek za seboj. Obrnil se je. Zagledal je majhnega rakuna, ki mu je ponujal banano. Za njim so se skrivali Zajec, Veverica in Želva. Tudi Mirko je stal tam. Niko je bil zelo lačen. Pograbil je banano. Hvala, je dejal. Jaz sem Niko nosorog, se je predstavil. Pravzaprav je čisto prijazen ta nosorog, je pomislil Valter. Zbral je ves svoj pogum in mu ponudil roko. Jaz sem Valter Rakun, je dejal. In to so moji prijatelji. Živalski otroci so se drug za drugim predstavili nosorogu. Niko se je srečno nasmihal. Lepo, da sem vas spoznal. Nenadoma pa je v njegovem trebuhu glasno zakrulilo. Grrr. Štefan Želva je prestrašen potegnil glavo v svoj oklep. Kaj pa je bilo to? Moj trebuh, je odvrnil Niko. Lačen sem.
Živali so ga pogledale. Potem so iskale po svojih žepih. Veliko stvari je prišlo na dan. Frnikole, kostanji in konček svinčnika. Pa tudi korenček, orehi in čokoladna ploščica. Vse so mu dali. Niko je bil ganjen. Hvala, je dejal. Grrr, grrr, je naredilo v njegovem trebuhu. Vsi so se zasmejali. Niko je razlomil čokoladno ploščico na enake koščke in jih razdelil. Ne rad jem sam, je dejal. Posedli so se po travniku in se sladkali. Medtem pa je Mavrici Krt že pridirjal v mesto. Ustavil se je na tržnici in na ves glas kričal. Pošast! Z orjaškim nosom! Doli, pri jezeru! Hotela me je požreti! Naši otroci so tam! Je zavreščala gospa Veverica. Nekaj moramo storiti, je besno zavpil kapitan. Dečko Grizli si je utiral pot skozi množico. Tako je srdito zakričal. Za menoj! Razjarjena množica mu je sledila k jezeru. Niko in njegovi novi prijatelji so še vedno sedeli na travniku. Katra Zajec je pravkar ugotovila, da so Nikova ušesa skoraj tako dolga kot njena. Eli pa bi prav rada vedela, ali zna Niko čarati. Tedaj pa se je vanje zakadila razkačena množica. Dečko Grizli je kazal na Nika in brundal. Pusti naše otroke pri miru! Niko je bil od strahu podkopan. Njegovi prijatelji so skočili po konci. Prav nič nas ne bo pustil pri miru, je zavpila Katra Zajec. Niko Nosorog je naš prijatelj, je dejala Eli. Množica je ostrmela. Vendar dečko Grizli ni popustil. Ta dedec je napadel Mavricija. Izginiti mora. Kar poglejte si njegov nevarni rok. Ampak stric dečko, je dejal Valter Rakun. Zaharija kozel ima celo 2 roga. Najprej podimo tudi njega. Zahariji je bilo prav neprijetno, ko so vsi pogledali njegovo glavo. Po njegovem bi tujec res lahko ostal tukaj. Poleg tega pa je Niko rešil Krta iz vode, je nadaljeval Valter. Je to res? Je dečko s strogim pogledom vprašal Krta. Krt bi se najraje kar vdrl v tla. No ja, mogoče sem zaradi razburjanja malce pretiraval. Nihče med vami se ni lepo obnašal, je dejal Mirko s tihim glasom. Niko Nosorog je prišel k nam kot prijatelj, a lepe besede mu ni naklonil nihče. Pa saj Niko ni pošast. Vsi so v zadregi molčali. Dečko Grizli je Niko ponudil roko. Če hočeš, lahko delaš v moji trgovini s sadjem. Močen stric, kot si ti, bi mi res prav prišel. Tega je bil Niko nadvse vesel. Živali so obkrožili Nika in mu stresale roko. Niko Nosorog je bil srečen, kot že dolgo ne. Našel je nov dom. Tudi delo je dobil. In nove prijatelje. Na travniku ob jezeru so priredili veliko zabavo. Tega dne vse do danes ni pozabil nihče. Ja. Bravo, Niko, za pogum in vztrajnost. Vse pohvale pa tudi hroščku Mirko. Ponovno smo spoznali, da ne moremo kar soditi po videzu, saj prava vrednost ni v tem, kako nekdo izgleda, ampak v tem, kakšno srce nosi v sebi. Prijaznost, pogum
in dobrota so tisto, kar resnično šteje. Sofija, najlepša hvala za idejo o navdihujoči pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni zelo podobni pravljici z naslovom Očka velikan. Vabljeni k poslušanju. Ne pozabite se naročiti na kanal in spremljati vse prihajajoče pravljice. Bodimo prijazni ter srečni. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Prijeten pozdravček Sofiji ter pa seveda vsem, ki tako radi prisluhnete pravljicam. Pošiljam vam nosorogov pozdravček. Čau, čau!